Da se vsi skupaj zavežemo, da bomo rekli ne sovraštvu, da bomo rekli ne lažem in da bomo imeli pred očmi res človeka, ne pa lastnih interesov. Predvolitev je tu, ampak jaz sem človek, ki veliko da na dogovor, na pogovor in pozdravljam take iniciative. Zdaj, kdo jih izključuje, je manj pomembno. Lepo, da je predsednik vlade nadgradil kavo v kosilo in verjetno bo tudi zaradi tega udeležba boljša, malo za šalo, malo za res. Mislim, da je kristalno jasno vsem, da trenutna slika ni dobra, da levi politični spekter ta trenutek ne more sestaviti vlade oziroma skrajno težko. Če pa hočemo te možnosti povečati, potem seveda je smiselno, da se med seboj ne oviramo več. Stranka Mi socialisti pa želi ostalim strankam dati možnost, da se odlepijo od desnice. S katero so postale praktično nerazpoznavne. Mislim, skupaj kupujejo rekordne količine orožja za NATO, pošiljajo ga v Ukrajino, skupaj ljudem režejo pokojnine in dvigujejo pokojitveno starost. Edini, ki se srečanja ne bo udeležil, je predsednik Resnice, ki ga je Golobovo vabilo presenetilo. Dejstvo je, da nam kaže zelo dobro, da se trese in levi in desni pol in bi na vsak način se radi zdaj pogovarjali z nami, ampak mi na to igro pač ne nasedamo na politično trgovino. V stranki Zaupanje pa nad odločitvijo, da premier na kosilo ne povabi Karla Erjavca, niso presenečeni. Gotovo ne bi molčal in gotovo bi skazil to idilično sliko, ki bo predstavljena po kosilu. Bi pa vabilo sprejeli, če bi vas povabili? Na vsak način in tudi odkrito povedal, kaj vse je narobe v tej državi. Povabili smo res tiste, za katere ankete kažejo, da jim ljudje zaupajo.